Ne smem meditacije preveč omenjati, ne, na tem podcastu. Zakaj ne smeš? Ne, to je v bistvu samo to, da prideš v stik z realityjem. Z realityjem, da nisi v temu... Ker lahko prideš v stik z realnostjo. Ja, to je v bistvu vaja za prihajanje stik v realnost. In čim bolj si v realnosti, tem manj trpiš. Ampak lahko je pa vaja, ki ti omogoča iti iz realnosti. Ne. Ne. Ni. Ne. Zakaj ne najprej? Zato, ker po moje, če delaš meditacijo tako, kot je zamišljeno, oziroma... Okay. Kako je meditacija zamišljena? O kjer meditaciji sploh zdaj se pogovarjamo? O tem, o kateri Klemen razmišlja, to je? Pa jo opisuje. Imaš več meditacij? Ja, to je meditacija, kjer ni cilja v meditaciji. Se pravi, da ne rečeš, jaz hočem, da je cilj meditacije, da na nič ne mislim. To ni, to je vaja, bi jaz rekel, ne misliti na nič, to ni meditacija. Okay. Prav meditacija, da se usedeš in samo si. Okay, ampak večina meditacije veš, da koliko sploh poznaš tehnike meditacije? Ja, vem, da obstajajo različne tehnike meditacije. Kje recimo tehnike ti poznaš? Ne vem, pranajama recimo, kjer je pomembno dihanje. Kjer se fokusiraš na nič ali na dihanje? Na dihanje. Na dihanje, To je že prva tehnika, ki ni tako, kot si rekel, to pomeni. Ne, sem ti povedal konkretno, kakšno meditacijo mislim. Tle je prvo zelo pomembno to vedeti, da zelo veliko meditacijskih tehnik, pa to boš ti še bolj vedel, se ne osredotoča na nič, ampak se osredotoča na dih, na občutke v telesu, na chanting, na besede. Mantra. To meni, sem to, da ne bomo šlampasto govorili, meditacija in potem damo vse v isti koš. Ampak vse to, kar si povedal, je isto. Isto iz katerega vidika? Iz vidika pot do iste stvari. To je do katere? Ne moramo govoriti o tem. Zdaj, če jaz to rečem, bo nekdo to vzel kot idejo in to ni to. In to je sam brez veze. Ampak osnovna predpostavka je to, da ti s temi vajami lahko greš samo bliže k realnosti. Je zdaj vajna, predvsem tvoja trditev. To meni, ti ne moš pa to vajo uporabiti v kontra, da se ti oddaljuješ od realnosti. Vse zato sem rekel, če ti delaš neko vajo, kjer inhaliraš, tisto dihanje, lahko prideš v neko stanje zavesti, ker ne vem, ker si fiziološko spremenil svoje stanje in si lahko v nekem zanesenem stanju, ker si kada bi bil pijan in si se oddaljil od realnosti. In jaz ne opisujem take meditacije. In jaz opisujem tisto drugo, kjer v bistvu ti si lahko, ampak ne da si pozoren, ampak samo sprejemaš v bistvu vse, kar se dogaja in to pomeni, da si bližji realnosti. Ja. Lahko si. Deva zdaj eksplodati. Pa dej še en primer človeka, ki gre v meditacijo in gre stran od realnosti. Mislim, da vem, kaj misliš. Na kak način mi zaznavamo realnost? S svojimi čutili. Ki so kaj? Vse vemo, pet imaš. Zdaj, že pri večino meditacij... Ampak to ni vse. Kaj to ni vse? To je en del. Od 3 stvari. Se lahko vse opredelimo. Vse, kar obstaja, so čutila, misli je druga. Zato, kar jaz vidim, ni isto, kar misel. Lahko sem tako brez fokusa na čutila, pa se vsem dogaja. To mislim, da nekateri temu rečejo 6. čutilo v tem primeru. Lahko tako rečemo, Pa še ena stvar je čustva. S tem si pokril celoten spekter človeške zaznave. Tako. Ne? In zdaj, kar rečemo meditacija, ti ne greš v nobeno od teh 3 stvari. Ti samo opazuješ, ali pa ful dobro je rekel Andrej, sprejemaš, ali pa celo bi tako rekel, ti tako vedno to sprejemaš, ampak takrat se zavedaš
da sprejemaš to, kar je. In to je realnost. In prihaja iz kjerkoli od teh treh stvari, vključno z mislijo. Ne misli na nič, lahko so misli, lahko je karkoli, ampak ti si v zdaju, to najbolj Eckhart Tolle pove. To je reality. In klej ne moreš iti stran od realnosti. Okay. Če pa ti sediš, pa rečeš, jaz bom zdaj razsvetljen, Buda, jaz sem vegan, ful sem dober, lej, kako dobro meditiran. Taka meditacija, ki si pa ti, sem te takoj... Ampak to ni to. No, ampak, to vsi razumemo, da to ni to. Ampak, to je ideja in je brez veze. Meditacija kot vse ostalo je lahko zlorabljeno v namen, ki te oddaljuje od realnosti. In kaj je razlika? Tisto, kar sem prej rekel, zavedanje. Samo to je razlika. A se ti zavedaš, lahko se to dogaja, jaz sem ful dober, vegan, jaz bom razsvetljen. S tem ni nič narobe. Ti se sam zavedaš, da se to dogaja, da tvoj ego sam ustvarja. In ti takrat meditiraš. Če si pa ti lost v tem, se pravi, zavedanje nizko, bežiš stran od realnosti. Ja? No, hočeš biti boljši, kot kar v resnici si. Na nek način je tudi toliko dobro, kot so tehnike meditacije za priti bliže k realnosti, isto je to vrhunska tehnika zdaj dlje. Pa vam dal za primer. Kaj ti narediš pri meditaciji? Prvo greš ponavadi stran od, recimo, familije, kjer imaš konflikt, od prostora, ki ti ni všeč. To meni, je že ti že, recimo, že na prvem levelu omogoči iti stran. Pol narediš, kaj ne narediš ponavadi. Prva stvar, ki se usedeš, zapreš oči. To ti spet omogoča, da ne vidiš realne slike. Hkrati je meditacija tool, kako priti bliže, in hkrati vrhunski tool, kako je dlje od realnosti. Greš fizično stran, zapreš oči, slišiš, slušalke izdaš, čepke izdaš noter. Ampak s tem aktom, s tem dejanjem, pa ti to se strinjam, to si dobro povedal. Lahko rečeš, grem v sobo ali pa, ne vem, zaprem oči, ampak lih skozi to sprejemanje spoznavaš, da lahko ti si v takem stanju, tudi tam, kaj je hrup, in lahko imaš odprte oči. Ja. In zato ne moreš reči, lahko zdaj opišeš, da rečeš, probaš se v tem procesu odmakniti, ampak skozi ta proces pa spoznaš lahko, da si lahko čist v istem stanju s tem, da se zavestno ne odmikaš od stvari. Ja, v teoriji se to sliši ful dobro. Kaj se zdi pa v praksi? Da metanje koš pred blokom, ki je analogija za meditacijo v prostoru, se ne preslika dobro. Se ne preslika 100% v kako boš ti vrgel v koš, kjer je na tribuni 10,000 ljudi, to prenaša po celem svetu in cel svet zahteva tebe, da ti ta koš. Koliko pa se mapira? Kaj? Koliko se mapira? Manj, kot če si ti v dvorani z 10,000 ljudmi in dejansko imaš izkušnjo, ki si na tem stadionu. Ti ne boš sploh ti boš parkrat vrgel na koš, folk bo videl, da nisi dober igralec in ne boš več imel nikoli šanse trenirati. Kaj se lahko zgodi, recimo, če ti nisi treniran. Ali recimo moj primer na eventu. Zajebam si lahko jaz live. Če ne bi ustal, pa ne zdaj v tem primeru, ampak ti imaš v liveu izzive, ki jih lahko handlaš na en način ali pa na drug način. In ti, če nimaš tega zavedanja, ki se avtomatsko, jaz takrat nisem rabil efforta, da sem ostal miren. To je bil pač default. In jaz vem, da je to prišlo od tega, ker jaz kle sedim izoliran od vseh. A lahko mal challenge-om to? Seveda. Kaj pomeni ostal sem meden? Ker jaz mislim, da ti si dal super primer ure, ki ti je pokazal, da ti nisi bil meden. Ti si se kaj naučil? Jaz sem se naučil, da... Ker biti meden bi bil impuls isti. Jaz sem se očitno, moja psiha se je naučila, da ko je zelo stresno, stresne situacije, da ne reagiram avtomatsko. In to ni isto. Ti sem imel buffer. Ja, končni efekt je bil tega, da sem ostal miren. Noben od ostalih ne bi videl, da... Ne, ampak to je ura zaznala. Ampak to nima ampak to je bilo 3 minute.
Jaz sem bil tam gor 1 uro. Ja, ne, okay, koliko časa bi en bil? Ja, hotel sem prvo to challenge. To meni, folk doskrat reče, ostal sem in v tem primeru ne ostal si miren, to bi bil recimo nek enlightened state, ker tudi ura ne bi javljala, ti bi dejansko bil miren. Ne strinjam se. Ne. Nekdo, ki je Buda, ki je Buda. Jaz si tako predstavljam, da on dobi to. Zato, ker veliko imaš zgodb, ki je folk delal, pa to je isti point, ki sem ga prej povedal. Gorel je samostan in te menihi so se drli, kričali, ven so laufali in folk je tako gledal, pa niste vi pizda, cel life treniraš, klele stari. Pa rekel to si čist zamešal, zato ker ti ne veš, kako se on noter počuti. On je v flowu noter. Kaj že ona, a je tista slika legit, kaj en menih, ki ga zažgejo? Ja. On sam sebe zažgal. Sam sebe zažgal. Ampak on, recimo, če se prav spomnim, na sliki je bil meden. Mislim, ni fizično. Ja, on je meditiral. Ok, no recimo, to bi jaz rekel, da je simbol nekoga, ki je na nivoju, ki mogoče tudi Apple Watch ne bi zaznal nekega stres levela. Ne, to je isto, kada bi ti rekel, njega ni bolel. Bolečina je bila tam, ampak on ni trpel, tako si jaz. In ti bi zdaj rekel, on ni razsvetljen zato, ker je čutil bolečino.